Ministrstvo za zdravje. Ne boste mislili, da so oni spali. To je bila statistika v državnem zboru, zdaj pa statistika Ministrstva za zdravje. Vsi so delali, vsak na svojem področju. A ne? Republika Slovenija, krasno se vidi. Tudi do njihove študije sem se dokopal in pregled stanja na področju zdravstva v Sloveniji so naredili študijo januar 23. Ne vem, kdo je to vedel, če kdo ve, ne vem. Ampak Ministrstvo za zdravje v bistvu pripravlja temeljne pravne podlage z področja zdravstva, vključno s predlogami nacionalnih programov, pa tako naprej. V glavnem preko Inštituta za javno zdravje NIJZ-ja. In to je bil 25. Glejte, 25.7.13 je vlada Republike Slovenije, da boste vedeli, odkot NIJZ prihaja, ker prej je bilo drugače, je sprejela akt o ustanovitvi NIJZ-ja, ki je začel delovati 1.1.14. To se pravi, NIJZ šele od leta 2014 funkcionira in NIJZ-ja sploh ni v zakonu o nalezljivih boleznih. Kot ustanove ni v 7. členu navedene, pa tudi ne v 5. členu, kjer se piše, kdo je pristojen v času epidemije. Jaz sem to ugotovil že leta 2020 in sem o tem pisal. In sem to tudi prvi izpisal, ker sem se s tem ukvarjal zaradi smrti mojega otroka in sem vedel, da kaj je to nek NIJZ se naenkrat pojavil 14. Če sem jaz od leta, ne vem, 95, 96 govoril, da je Zavod za varovanje zdravja Republike Slovenije. In tudi v zakonu tako piše. NIJZ v zakonu ni in ne odgovarjajo za nič, ker ga ni v zakonu. Tudi če ima pravno prenešene neke stvari, so strahotne prevare, pravne. Ok, oni so napisali tole knjigico, ki izgleda tako. Lahko si naredite print screen, lahko si pritipkate, gledajte, to je vir, zelo dolg vir, preden vi to najdete, morate prave ključne besede vtipkati. In tukaj gor je v bistvu pregled stanja na področju zdravstva v Sloveniji. In kaj zdaj to, o čem not govorijo? Tukaj noter govorijo predvsem o tem, poglejte. Pogodbena vrednost zbornic za izvajanje javnih pooblastil 2022, koliko denarja so komu dali? Zdaj, jaz bom to vam približil, ker je oddaleč. Glejte, čisto blizu, koliko cifrce so. Zbornica laboratorijske medicine, jaz sem slab v številkah, ampak tole mislim, da je koliko? 30.284 evrov. Lekarniška zbornica 86.554 evrov. Zakaj so to dobili, ne vem. Zbornica zdravstvene in babiške nege 260. Zakaj? Zakaj so to dobili? A so otroke fentali, ali so rekli, da otrok ni, ali kaj se je dogajalo? Zakaj so mogli v tem času tak denar dobivati ti ljudje? In če gremo naprej, zdravniška zbornica, pogledajte, slabih 700.000 evrov je dobila tale naša, kako se že piše, doktor Beovič, zato da je srala nam po glavi prek medijev, maske, pa to, pa on, pa drug. Za 700.000 evrov, ljudje božji, je to dobila zbornica. Zakaj že? Če zdravniki plačujejo članarino, zato da sploh licenco dobi. Zakaj je vlada to dala? In skupaj, gledajte, za 1 milijardo pa 50.000 evrov so nas lepo gonili tam, kjer smo bili. Pa ne samo nas, predvsem tudi v bolnic, pa direktive so padale. In to sploh so ljudje, ki nimajo nobene oblasti. In so jim dali neko specialne skupine in oni so bili nek odbor, in oni so trije mandeljci tam so govorili po televiziji, kaj bo vsa Slovenija delala in poleg tega so dobili še fajn plačan. Pogodbena vrednost zbornic za izvajanje javnih pooblastil. A veste, kaj je javno pooblastilo? Ti ljudje so postali naenkrat funkcionarji. A veste, kako se funkcionar postane? Tako da te nekdo izvoli. Javna pooblastila. In to je ta knjiga. Jaz sem si iz te knjige, ki je zelo težko ven dobiti, zračunal umrljivost v Sloveniji.
in je spet presega. In v letu 2022, ker je to študija 2023 januar, vidite, v letu 2022 še vedno za 40% višja od povprečja v državah EU, kar je tudi navedeno v besedilu. In kako naprej po nacionalni zdravstveni krizi, ki jo je povzročila vlada med pandemijo? Vlada ima vedno odgovor. In odgovor je v usmeritvah zdravstvene politike za leto 2024 in 2025. In to je njihov dokument, datiran 31.8.23. Se pravi, ste videli, januarja je šlo to, potem so to rabili malo preštudirati in 31.8. so že dali usmeritve 24 do 25. In kaj tukaj notri v tej knjižici je, v 2 stavkih, da vam povem? No, to so skupna prizadevanja, tako rečejo, vseh nekih deležnikov. Smernice naslavljajo v bistvu na področja, na prednostne naloge na področju zdravstva, v katerih bojo v naslednjih 2 letih, 24-25, zagotovili kaj? Zdaj obljubljajo, to čudovite stvari nam obljubljajo, kot nebesa, raj, spet same obljube. Vsi umiramo, vsi se selimo, migranti prihajajo, oni pa samo obljubljajo. Pa koga smo mi volili? Obljubljajo stabilnost zdravstvenega sistema. Prej smo doktorico slišali, ki je povedala, da ga ni več. Sistema zdravstvenega ni več. Jaz sem zato dal ta video, zato da z prve roke povemo, zdravnik, ki dela v ambulanti, pove, da zdravstveni sistem ne obstaja. Oni pa obljubljajo stabilnost zdravstvenega sistema. Kaj še obljubljajo? Da bodo povečali dostopnost do zdravstvenih storitev. Povedal sem vam, kakšne bodo te zdravstvene storitve, duševne. Zdaj delajo duševne bolnice, zdaj ne zdravnikov in vsega tega primarnega, osebno primarnem zdravstvenem sistemu, zdaj bojo oni postali vsi duhovniki, bojo naše duše gledali, pa spovedovali nas bodo. Ok? Zakaj mene niso poklicali, jaz imam prakso, noben me ni vprašal, če bi bil kakšen duševni pastir, ki je. To bi bilo fajn. Ampak neč, noben ne pokliče. Kaj še obljubljajo? Da bodo izboljšali izide zdravljenja preko izmenjave dobrih praks med zdravstvenimi izvajalci, doma in v tujini. Zdaj si bodo povedali, kaj deluje, kaj ne. Pol bojo to vse zoptimizirali, potem kaj še pride? Da bodo izravnali vse neenakosti med prebivalci, da bomo vsi čist enaki, da bo vse, kar je neenako, bo enako, ali bomo vsi zaprti, ali bomo pa vsi isto razmišljali, ali bomo pa vsi duševni bolniki. Smernice upoštevajo baje tudi temeljna načela vrednote, na katerih temelji zdravstveni sistem, in sicer načela univerzalnosti, dostopnosti, solidarnosti, enakosti, pazite, nepridobitnosti ter učinkovitosti. To je zdaj isto kot pri cepivih, varno in učinkovito. In kam nas to pripelje, pa vsi vemo. Ampak, dragi moji, dovolj lepih besed. Gremo naprej na pregled NIJZ, in sicer pregled zdravja po slovenskih občinah. Torej, videli smo državni zbor je naredil, tukaj smo zdaj videli, da je Ministrstvo za zdravje, zdaj pa preskočimo na NIJZ, ki je pa delal, veste kaj, za vsako slovensko občino statistiko. Pade ta slajd in tukaj gremo zdaj mi naprej. To je pa zdaj Nacionalni inštitut Republike Slovenije za zdravje. Ok, super. In tukaj piše opisi kazalnikov. Upam, da vam ob teh podatkih sedaj ne bo čeljust se zaskočila, da boste še kdaj oči odprli in da boste še kakšno stvar slišali, ker opisi teh kazalnikov so grozoviti. Tukaj bomo videli, koliko ljudi je bolanih, zdajle ta hip po uradnih statistikah. Zdravje v določeni občini z NIJZ predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga je pripravil pač tale naš zlati NIJZ.
In te informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na ravni Slovenije, pazite, po statističnih regijah. Ker regiji sploh ni, ker tukaj smo rekli, tle sploh ustave ne upoštevajo, lokacij ni, naslovov ni, odgovornih za regije ni, ampak to so kar statistične regije. Mi smo samo še statistika, ker če bi regijo naredili, potem bi ljudje tam živeli. Ko smo pa samo še številke, kjer gledajo, kje prej umirajo, zakaj umirajo, pa kako bi to pospešili demografsko. Ne? Krasno. In zdaj delajo podatke po cepljenju, kje, kdo, zakaj, koliko bolan. S podatki o zdravju v občini pravijo, želimo odločevalcem, medijem, ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati do pomembnih odločitev in aktivnosti na področju zdravja prebivalstva. S tem stavkom so povedali vse. To je to, kar tukaj piše, da o tem ne govorim več in gremo to knjigo njihovo pogledati in tukaj so opisi kazalnikov. Zdaj pa, če imate prst na tipki print screen na računalniku ali pa če boste kaj poslikali podatke, verjamem, da vam bodo prišli prav. To je april 2024, datum zadnje spremembe. Kazalnik. To, kar je v okvirju piše, delež oseb, ki svoje zdravje ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro, je 70% v letu 2019. Okay. 70% ljudi se je izreklo, da imajo dobro zdravje. Zdaj pa gremo v 2021, so pa od spodaj letnice in procenti. In tukaj bom sam bolezni naštel, sladkorne bolezni, povišan krvni tlak, starjevanje krvi, rak debelega črevesja in danke, potem stopnja novih primer pljučni rak, rak dojke in tako naprej. In gremo zdaj to isto stvar dati v številke. To isto stvar bom zdajle, ker tukaj v procentih sem jaz dal v številke. Glejte, kaj se zgodi. Izračun obolevnosti za sladkorno bolezen je v Sloveniji 147.000 bolnikov. Povišani krvni tlak 420.000 bolnikov. Starjevanje krvi 200.000 ljudi. Rak debelega črevesa 126, pljučni rak 105, rak dojke 273, maligni megalon 42 in rak želodca. Se pravi skupaj, pogledajte, koliko imamo bolanih ljudi, 1.050.000, okvirno ta cifra tukaj, ne? In koliko je migrantov in koliko nas je. Trenutno, gledajte, to so bolani ljudje, to so še živi ljudje. Nas je, koliko? Recimo 2 milijona na okrog, rečemo na okroglo, in tu več kot milijon je ljudi bolani. Gremo naprej. Opisi, kazalniki, zdaj pa smo pri umrljivosti. No, to so pa zdaj številke, ki vam jih nihče do zdaj ni povedal in jih tudi niste videli. Jaz sem jih šel zračunati iz te knjige, kjer notri, zdaj si morate vi misliti, 212 občin. Za vsako občino posebej govorijo v šifrah. Razdrobljeni podatki do konca. Zdaj, jaz sem naredil tole, sem potegnil ven s pomočjo umetne inteligence, dvakrat sem šel na 2 sporedni delati, so mi dali isti rezultat, tako da verjamem, da je zdaj to prav, kar to računalnik naredi, če ima podatek, ne more drugega kot to narediti. Okay? In sem dobil srhljive rezultate. Ne? Tukaj se pravi stopnja umrljivosti, in vidite 1000 na 100.000, a ne? In zdaj tukaj piše bolezni srca in ožilja, 350 na 100.000 in tako naprej in tako naprej. Imate celo tabelo, da ne bom zdaj bral. Od spodaj imate link, občine, NIJZ, API, files in pol ena koda, da ja ti čim težje prideš do te knjige. Sam pogledajte, kakšen link je narejen, ok? Ne? Ja, to so, ne vem, kako se temu reče, blockchain link ali kaj že, ne? In tukaj so pa zdaj dejanske cifre. Izračun umrljivosti, splošna umrljivost, a ne, je pač na 100.000, cirka 2000-2100. No, ampak zdaj tukaj je prav specificirano. Bolezni srca in ožilja, vidite, 7350 ljudi je zaradi tega umrlo. Po občinah slovenskih, jaz sem to skupaj potegnil, to zdaj ni po vsaki, ampak je skupaj iz vseh občin slovenskih.
Zaradi raka 5250 ljudi, raka debelega, če to so pokojni ljudje 42, zaradi dojke 52, zaradi pljučnega raka 84, zaradi samomora 31, skupaj umrlih 33.809 v letu 2021. Za leto 2021. Za 20 nimam podatka, ker ni knjige, ampak tole je za leto 2021. Okay? Zakaj je 29.000 migrantov prišlo? Če date zdaj številke pa logiko skupaj, zakaj je 29.000 migrantov prišlo? Zato da folko rečejo, aha, populacija je, ne vem, 2 milijona pa toliko, aha, zato da to štima. To se opazi. Mi smo opazili, da takrat, ko ni študentov, ko ni poletja, da je Ljubljana prazna. To nam delajo naši vladarji. Skupaj umrlih smo potegnili takole, evo, čist lepo po formuli, procentualna obolevnost, procentualna smrtnost in zdaj, poglejte, imamo tam to je, gledajte, en podatek, 1,1 procentualna smrtnost je 1,61%. Da boste videli, koliko je to več od normalnega, sem šel jaz delati statistiko za 10 let nazaj v povprečje. Gledajte, odstotna smrtnost 2010, 2011 do 2020 sem šel do, ne vključno z 20, ampak do 2020, a ne, gledajte tamle, pride do 1,1. Se pravi, in ko tam v povprečju, če te številke seštejemo skupaj, pa jih delimo z 10, dobimo v bistvu 1,1. Ja? Smrtnost, to je recimo tako, a ne? In zdaj imamo pa tukaj mi 1,61. Si predstavljate, koliko je to ljudi več?